Živijo. Mi smo Brina. in Tija. Nahajamo se pred kinodvorom. Ogledali smo si film Mali volkodlak Dolfi. Raziskovali smo tudi legende o volkodlakih. Znano je, da je prva legenda o volkodlakih stara več tisoč let. Film Mali volkodlak Dolfi nam je bil zelo všeč. Zgodba pripoveduje o dečku Dolfiju, ki se na 7. rojstni dan spremeni v majhnega, puhastega, belega volkodlaka z naočniki. Doživi veliko pustolovščin in spozna svojega dedka volkodlaka. Gospod dr. Simono Klaus smo povprašali, kje vse verujejo v volkodlake? Volkodlake verujejo praktično po celem svetu. Kako poteka preobrazba iz človeka v volkodlaka? Glede na različne zgodbe in različno izročilo poteka na več načinov. Lahko je zelo enostavna preobrazba, se pravi, da se človek sleče svoje obleke in se spremeni v volka. Lahko sleče svoje obleke pa si nadene volčjo kožo in zaradi tega postane volk. Lahko pa tudi gre za bolj kompleksne preobrazbe, kot recimo vidimo bolj kasneje v filmih, ko vidimo celo preobrazbo, ko snimamo recimo obraz, pa se obraz spremeni človeški v volčjega, ne začnejo dlake rasti, pa take veliki kremplji in tako naprej. Kdaj pa je nastal prvi film o volkodlakih? Prvi film je nastal v Angliji leta 1935. Naslov v originalni angleščini je Werewolf of London, tako da v bistvu volkodlak iz Londona. Koliko filmov o volkodlakih je bilo pa že posnetih? Ja, kar krepko čez 100. Kakšno vlogo imajo volkodlaki v mitologiji? To so demoni. Skratka, v mitih o nastanku sveta načeloma nastane svet bogov in ljudi in pa svet demonov. Tja spada zdaj pač po krščanski mitologiji tudi hudič, tako da večinoma od srednjega veka naprej so bili volkodlaki tudi mišljeni kot hudičevo delo. Skratka, da so bili to zlobni ljudje, ki so delovali po navodilih hudiča. No, hvala za ta pogovor. Ja, hvala vam. O volkodlakih smo izvedeli marsikaj. Pa vi, ali verjamete v volkodlake? Adijo!